Arena Petrol obsijana s soncem, na tribunah prevlada navijači v vijoličastem. Vsi pogoji za prijetno sobotno popoldne so bili pripravljeni. Tudi pogled v zapisnik je potrdil spodbudne obete. Po novo zmago za nadaljevanje niza se je šlo s 3 igralci v konici napada. Skupaj so bili na igrišču od prve minute Tavares, Mendy in Fajić. Ja, to je bila pač ideja, bom rekel nekako, da imamo vse 3 v pogonu, da vsi 3 so tisti, kateri so v dokaj dobri formi. Enostavno malo smo se prilagodili, malo spremenili postavitev. Razmišljanje o tem, da bi morda lahko sobotni razplet že prinesel odločitev boja za naslov prvaka vnaprej, ni bilo dovoljeno. Ostalo je pri osnovni zamisli, najprej je treba opraviti svoje delo. Nova učinkovita zgodba se je sicer začela z nepazljivostjo, ki je Celjanom omogočila prvo priložnost, oziroma kar 2. Najprej je po nenavadnem zapletu Žuraj prišel do soočenja z vratarjem, toda Handanović je z izjemnim posredovanjem ubranil njegov poskus. Šuler je izbil v out, po hitrem izvajanju in spretni akciji pa še ena obetavna situacija za gostitelje, znova z udarcem Žureja, ki je tokrat zadel prečko. Skoraj celo tekmo smo imeli nekakšno kontrolo, mogoče prvih 10-15 minut, ko so imeli oni res 2-3 priložnosti in nekako nas je to streznilo in potem smo začeli igrati in tudi zabijati in izkoriščati priložnosti. Toda nepričakovan uvod je le še dodatno strnil vrste in tako je sledil najboljši in najkonkretnejši odgovor v smeri tribune z najzvestejšimi mariborskimi navijači. Po sodelovanju Vilerja in Vršiča so v nadaljevanju akcije tekmeci izgubili žogo, odlično pa se je odzval Tavares, takoj podal Mendyju, ki je v dvoboju 1-1 umirjeno natančno poslal žogo mimo vratarja Mojčinovića v mrežo za hitro vodstvo in za gol številka 14 v letošnji sezoni, prvi korak k uresničitvi cilja v 7 minuti. Vmes so si med živahnimi začetnimi trenutki Celjani priigrali novo priložnost za še en dvoboj Žurej Handanović v kazenskem prostoru, znova pa zmagovalec mariborski vratar. In na drugi strani brezhibna napadalna izvedba s povišanjem vodstva v 27 minuti. Akcijo za novo veselje v vijoličastem je zaznamovala izjemna kombinatorika. V zaključnem delu je Cvijanović podal kazenski prostor, žoga se je odbila do Mendyja, ki jo je umiril in opazil, da iz ozadja prihaja Milec. Strelec vodilnega gola, tokrat asistent. Milec pa je poskrbel za učinkovit zaključek in z natančnim udarcem po tleh poslal žogo v desni spodnji kot. Pred koncem prvega polčasa je bil izpeljan še bliskovit protinapad s podajo Tavaresa na desno stran do Cvijanovića, ki je počakal, da se pridruži Milec. Znova njegov udarec, ki je šel v pravo smer, toda tokrat obramba Mojčinovića. Žoga se je odbila do Fajića, ki z roba kazenskega prostora ni bil natančen. Na odmor z 0-2, a brez spuščanja ritma, za napovednik, da napadalnih ambicij ne bo manjkalo niti v nadaljevanju tekme, je poskrbel Tavares s silovitim projektilom z 18 metrov. Z dovolj moči zmanjkalo je natančnosti v zahtevnem položaju. Iz naslednjega napada pa žoga še tretjič v domači mreži. Cvijanović je podal do Mendyja, ki je poskrbel s spretnim preigravanjem in natančnim predložkom za novo asistenco. Fajić pa z glavo zabil za 0-3. Ko vijolični stroj melje, tudi s to potezo se zgodba ni končala. Lepih potez in golov se nikdar ne naveličamo, boj se je nadaljeval. Ko je po dolgi podaji Handanovića Mendy prišel do soočenja z vratarjem, se mu ni išlo pri poskusu loba. Je pa revija golov dobila 4. poglavje z atraktivnim silovitim zaključkom. Naslednja v nizu asistenc bo vpisana Vilerju. Po njegovem predložku je Fajić v kazenskem prostoru spretno sprejel žogo in jo zabil pod prečko za končnih 0-4. In ob tem za dodatno zanimivost v boju za naslov najboljšega strelca lige, ki je hkrati postal tudi interni klubski boj golgeterjev. Fajić je z Mendyjem zdaj pri 14 golih, Tavares ima le enega manj. Forma u zadnje vrijeme jako dobro i nadam se da će do kraja prvenstva nastaviti tako. Drago nam je i zbog Mendyja i Tavareša. Danas smo dobili priliku sve trojice da igramo zajedno i mislim da je ispalo dobro.
Sobotno vodilo je bilo opraviti svoje in se odpeljati domov. V pričakovanju razpleta večernih tekem Kopra in Rudarja. Na hitro je bil organiziran skupinski ogled v Ljudskem vrtu, ki ni prinesel dokončnega sproščanja, a tudi ni pokvaril razpoloženja. Odločitev bo le preložena do torka. Do vijoličnega torka, da bo torek 13. postal torek 12. Ljudski vrt, dom prvakov, čaka na novo kronanje v torek, začetkom ob 20.